Z naslovom Slepec je avtor želel biti zelo neposreden in s tem tudi jasno opredeliti, o čem knjiga govori. V knjigi je pravzaprav slepota obravnavana na več nivojih. Eden je zelo intimen, osebni nivo, v smislu neke res konkretne fizične oviranosti, ki seveda zaznamuje življenje mojega junaka in seveda tudi mene kot avtorja tega junaka in romana. Drugi nivo slepote je psihološki nivo, nivo zaslepljenosti, torej neke objestnosti, občutka, da smo nekaj več v nekem trenutku. To se marsikomu med nami kdaj pa kdaj v življenju zgodi, dokler seveda ne pademo malo dol. In tretji nivo slepote je seveda ta kolektivni nivo, družbene slepote, ko nenehno govorimo o nekih družbenih vizijah, o nekem razvoju, o napredku, pa pravzaprav bolj ko ne tavamo v megli. Avtor se skozi pisano besedo poigrava z lastno oviranostjo, kot je sam poimenoval svojo slabovidnost, je raziskoval tudi vlogo raziskovalcev v slovenski družbi, ki se je po njegovem v 3 desetletjih predvsem spremenila. Govore je tudi o pojmu Evropske prestolnice kulture, v katero je bil Čander neposredno vpet. Sam si želi, da bi bralci, potem ko preberejo njegovo knjigo, na bolj sproščen način dojeli slepoto, invalidnost, oviranost in slabovidnost, to percepcijo tovrstnih ljudi, kar je tudi temeljno sporočilo knjige. Mislim, da bo ljudi zanimalo, kakšno je realno politično življenje. En prijatelj, kolega, ki je bil nekoč visok politik, mi je rekel, veš kaj, Mitja, se bi bilo vse skupaj satira. Sicer knjiga žanje dobre odmeve, dočakali so drugi natis. Predstavitve v rojstnem kraju pa je bil Čander še posebej vesel. Domačini so se odzvali in ga prišli poslušati. Zato sem danes tukaj, da to malo več zvem in da potem si jo nabavim. Pa vendarle, kaj pričakujete od njega? Ja, zelo zanimivo. Zelo zanimivo o njegovem otroštvu, o njegovem življenju, o teh stvarih. Ne, nisem še prišel na vrsto. Pa kaj pričakujete od njega? Bom videl, ne vem. Par strani nisem uspela, ker sem sinu kupila za darilo za novo leto, pa je najprej on bral. Drugače pa ko sta bila otroka, sta se skupaj igrala. Ja. In kako vse tistih nekaj strani, ki ste jih uspeli prebrati, kako vam je všeč? Zanimivo. Sama pravi hčerka ide, ker je zanimivo, ona pa se je ravno službe prišla, pa ni mogla, ja. Pa kaj pričakujete od domačina Mitje Čandra? Kaj mislite, da je? Ja, nekaj lepega, ker je tak invalid pa to, ne, in da je sigurno, da bo uspešno še komu kaj tam bomo povedal. Mislim, da si bo prebral, da bo še kjer ga pritegnil, kaj ne. Mislim, da bo dobra. Ja, Mitja je bil vedno globok, že od takrat iz osnovne šole, ko je že od ne vem katerega razreda naprej sodeloval tu, pa je vedno imel že globoke misli o kulturi in o vsem. Tak bo verjetno tudi danes. Jaz mislim, čeprav pravi, da to ni avtobiografija, ampak bo veliko njega v knjigi. Kot so pa že kritiki napovedali, je Čander po svojih esejističnih knjigah in zapisih o književnosti Slepcem izpisal svoje prvo povsem leposlovno delo, roman, ki ga je mogoče brati na različne načine.